Slovo. Sem, da ne bo kdo mislil, da sem jaz. Ja, okay. Vsi so rekli, Gurlerje. Dobrodošli. Moj bog. Okay. Tole je Festivus 2019, zdaj pa res že tradicionalna epizoda mreže Aparatus, ki je nekako tako narejena, da ljudje, ki z mano delajo podcaste na Aparatusu, naredimo skupno praznično epizodo, ki jo ven damo okoli praznikov ob koncu leta. Ne? V glavnem vzdušje je toplo. Ne vem, kaj pomeni. Praznično. Okay. Grejemo se ob Godlerjevem pogledu. Tako, lahko povem do konca. V glavnem, tole je 197. Aparatus, to so 129. Podrobnosti in pa 77. opazovalnica. Ne? Zdaj napreden predstavim, več ali manj so se že vsi sami oglasili, bi sam prosil Pižamca, da čim prej pove admin. Seveda, najdete nas na aparatus.si, na Facebooku smo Aparatus Legitimna FB skupina, na Twitterjih pa afna podrobnosti _si. In seveda, ta podcast je resnično prazničen. Podpri.si. Hvala. Ok, odlično. Se pravi, zdaj pa Boki reče, kar ponavadi skoraj reče pri podrobnostih. Ja, mislim, zdaj je malo bolj praznično vse skupaj, tako da moramo malo biti en twist zraven. Namesto da bom imel Anžeta, bom rekel takole: Godler, štartaj zadevo. Ta flair na koncu, to je to. Vem, to je to. To, Angela Pomanič 2. Rešeno. V redu je. Okay, ker je to Festivus, pomeni v bistvu weird zadeve, okoli praznikov. A smo določili vrstni red, kdo začne? Začne Boki. Oh, wow, ok. Potem gremo pa kar tako, Jure, jaz in ti. Okay. Ja, pa moramo povedati, da Boki je na neimenovani lokaciji, mi trije smo pa vsi v Aparatus World Headquarters. Ki je tudi neimenovana lokacija. Ja, v bistvu smo vsi na neimenovanih lokacijah. Sam Boki je dislociran, ampak ne toliko dislociran kot običajno. Tako. Internet bo zdaj delal. Ja. Upajmo. Let's not jinx it. Ja, ne govorimo prehitro, točno to. Tako da, Boki, lepo prosim, tvoja prva weird zadeva. Ja, mislim, ne vem, če ste zasledili, jaz bi pričakoval skoraj, da Godler je da je bila ena art ekshibicija v Miamiju pred nekaj 14 dnevi, kjer so imeli med drugim tudi en zelo zanimiv umetnost oziroma umetnino na steni. Šlo je sicer za, verjamete ali pa ne, za banano prilepljeno na steno. Ali kdo videl to? Ja. Jaz presežem, da mi je glih pred kratkim nekdo o tem govoril in se zgražal, kako da tega ne vem. Evo. Res, prav zgražanje. Ja, ker to je bila res orange zgodba. Pač. Ker je bilo prodan za koliko keša? Za 120 jurjev. Ja, banana s silver tapeom nalepljena na steno. Ne? Ja. S tem, da vmes se je zgodil en mini incident, kjer je en drug, nek drug umetnik prišel v to art ekshibicijo in lagano, obstaja tudi posnetek na netu, se bomo dali link, lagano prišel tja, odlepil banano iz stene in začel jesti. Tako da v bistvu je rekel, da on ponazarja art oziroma umetnost Hungry Artist, je pomenoval svoj akt. To je v bistvu smart. Ja. Spravim, kali je kali. Je mal nadgradil vse skupaj, no pa so za banano zamenjali in dali novo banano na steno, ki so rekli, da ne gre samo za dejansko banano, da to ni point je v dveh bananah očitno. V umetnosti, kakorkoli že je. Vsak je nadomestljiv. Ja, to je to. Vsak je nadomestljiv. Tako da Anže nikar tako samozavestno ne premikaj tiste lih reglarjev. Nikoli ne veš, kdaj bo tam na mesto tebe Saša Stare. Ja.
Mislim, bila je dobra fora, da so v bistvu vse posod ljudje potem to vzeli kot en velik joke, seveda, saj nismo mi zdaj edini tu in tudi prvi ne in verjetno ne zadnji, ki se pač zgražamo ali pa smejimo temu, kar je pač ta umetnik naredil, ko je dal prelepo banano na steno in zato potem tudi pokasiral 120 jurjev. Ampak recimo Popeye's Chicken je dal dober tweet ven, kjer je napisal na tweetu: "Don't eat art even though it's delicious. Go see our masterpiece, The Sandwich at Sample Gallery, Fort Art Basel." Tako da v bistvu so oni en svoj bagel prilepili na steno in iz tega naredili ven tweeta. Ne? Ja. In ne vem, in tako naprej, razen TV šove so to delali. Tudi Miami Heat je dal en tweet ven, glede na to, da je pač ta art galerija bila v Miamiju in so po zmagi nad Washingtonom 103-112 pač dali rezultat, pokazali spodaj prilepljeno banano, ki je imela na tem selotejpu Miami Heat logo, pisalo je pa, seveda so oni mislijo o tem na tekmo, "This one was a work of art." Lepo. Tako da dobra konekcija. Čeprav meni najboljši, ne vem, je bil tweet ali kar je bilo tako, kao, koliko marketinških in PR oddelkov ameriških brendov že brainstorma svoj twist na to banano. Arjan Pregelj je naredil pa obris Slovenije, prliman z selotejpom na steno. To je v redu. Itak pa pravzaprav, zdaj, kaj je umetnost? Ne? Tukaj bi lahko Jureta vprašal kot umikanega človeka, ki se spozna na lepše in finejše stvari v življenju, ampak dejstvo je tudi, da dejansko v enih stvari, ki se danes dogajajo s temi prenapihnjenimi cenami, gre za pač prinašanje okoli davčnih olajšav. Ali bil pa to sam PR od galerije, da se je od njih govorilo, razumeš? Za 120 jurjev so si kupili. Mislim, nekaj je umetnost, nekaj je pa performance art, ne? To je treba razlikovati. Nekaj je Michelangelo, nekaj je opazovalnica. Exactly. No. Kaj pa je performance art, Godler? To so stanti najrazličnejših sort. Si že ti kakšen stant, si že naredil kakšen stant? Ne, jaz sem gospod. Recimo to dela marsikdo, ki je inspiriran. A je Šarčevo trenutno premierstvo performance? Ja, je to. Recimo, če poznaš, recimo ti. Če bi on prišel zdaj ven, pa bi rekel, tu sem se že bavil, tu ni bilo nič. Jaz sem še zmeraj serpentinšek, to bi bil performance art. A pa to bi cenil? Zdaj, če bi prineslo državi v proračun 120 000 evrov, zakaj ne? Ja, no, ne. Se pravi, za koliko kupaš Šarcev performance art, je pa vprašanje, za koliko zafilaš? Dajmo reči, za trojni proračun za kulturo, pa dvojni proračun za zdravstvo. 17 evrov, torej. Ja. Okay, redo. Kaj mi je bilo všeč? Všeč mi je bilo, da bi enkrat v letu, Šarc pa bi začel govoriti kot serpentinšek, pa bi rekel, ne, to sem jaz. Šarec, ne? Ta lik Šarca je pa moj ultimativni stan. Tako da, banana na steni, silver type. Meni je všeč, da je bil silver type, ne vem zakaj, to mi je bilo tako kul. Jaz mislim, da to ni čist nepremišljen izbor, ker to si predstavljam, da to tudi lepo zgleda na steni. Ne sam, recimo, če bi bil črn trak, ne bi tako lepo zgledal. Če je silver. Znači, rumeno je srebrno, kontrastno, pri srebrni imaš pa še tale malo tega metalik, kovinskega odboja noter in dejansko je pomirjajoče za oči. Tako kot bi zrl recimo v en lep počasi zahajajoče sonce za obzorjem, pa bi pa en od spred pretavo, pa biti unte srebrn sprej iz Mad Maxa, Fury Road, sprical pred faco, da bi se zgledal. Ja, in to je še enkrat 120 000. To še leta dva, ki sta kupila pač par, ki je kupil za 120 000, sta na koncu rekla, pač zdaj bom kar v angliščini povedal, ultimately we sense that Catalan's banana will become an iconic historical object. Se banana že z Warholom ratala. Ja, to je dosti res. Ja. Andy Warhol je imel tudi en eksperiment, mislim, da je obstajen video, kjer mislim, da 5 minut, ne Big Mac, ampak kaj ima Burger King? Whopper. Mislim, da enega je, tako malo namaka. In to je performance art. Ne? Ja, čak za Velvet Underground, to banano z zadrgo naredil za ploščo. Mislim, da. Za uvitek. Aha,
Ja. To ni tvoja glasba, Godler. Ne, to veš. je pa praktičen. Ja. Če naš na banano, če bi bila zadrga. Če bi bilo zadrga, to je bilo super. Evo, to bi bil dokaz inteligentnega dizajna. Dajmo tako reči. Ker meni gre na živce tisti lupt. Sorry, Jezušček, dispruvali smo ti fotra. Ja, to je to. Wow. Pa res ta res prvi med First World Problems, na jedra mi gre banano lupt, res. Sam bi pa rad jaz poznal enkrat nekoga, ki bi mi mogoče malo prav pojasniti, recimo, to, kaj je meja med tem, da nekdo blefira, pa da nekaj je art. Zato, ker... Ja, to je dejansko pač message, kaj je ta koncept, ki ga ti skušaš predstaviti, kaj hočeš ti skozi neko dejanje sporočiti. Tukaj pa mislim, da je čist subjektivno gledano, ali ti to sprejmeš kot tako, ali ne. Pač dejansko je tukaj, lahko govorimo tudi pač o smrti avtorja in da se dejansko koncipira skozi oči tistega, ki sprejema. V bistvu, kralj je mrtev, naj živi kralj. Ok, Godler, tvoja prva uvir. A ste bili pred kratkim kaj na Filipinih? Ne. A nameravate iti v kratkem na Filipinih? Za drug teden manj karto kupiti. Ja, točno da sem neki dobo na last minute. Eno banano sem prodal. Ja. V Manili zna smrdeti po kakcih. Okay. Po kakcih, ki jih ni videti. To je bil twist. To je bil pa zdaj twist in ne samo twist, tudi mystery. Kaj ti skupina gimnazijcev je odkrila način, kako predelati vse potepuške od potepuških psov kakce v zidake. In to bo znal rešiti ceste pred umazanijo, se pravi pred temi kakci. Daj še enkrat reči kakci, zato ker si že na 17 kakci. Izločki. Ne bom rekel drek, ker je family friendly. Izločki. Izločki, ja. Izločki. Kar bo rešilo ulice te nesnage. Iztrebki, evo. Stolice. Okay, 3-4 zdaj, izvoli. To je zdaj kot George R. R. Martin in konji. Zdaj pižama 27 so pomembni za... v knjigi, ne, nisem bral. Okay. In zmanjšalo stroške gradnje na raznih zadev. Je pa tako sestavljeno, se pravi tele... cegli se reče po domače. Zidaki. Opeke. Izvoli. Ne ga trova več, ne bom vedel. Kakšen je... 10% kakca, iztrebka in 10% betona. In pravijo študenti... 80% je pa še ostalih stvari, ki so ponovadi noter. Ne, se upravičujem, ne 10%, 10 gramov. Pa 10 gramov, se pravi 20 gramov je. 20 gramski cega je to. Tako. To je, sam jih pa ful veliko lahko narediš in jih lahko prodajaš pa na Tromostavu. Ja, in trenutno še vse oddaja von po iztrebkih, ampak skupina dijakov pravi, da bo to zginilo skozi čas. Sem mlad. Skozi čas. Ja. Jaz si predstavljam ta flat na Airbnb-u. Cozy dog rental. Kar slabo. Kaj pa je vir te novice, če lahko vprašam? Sky News. Ok, v redu, saj. Oziroma, pardon, se pričujem, Reuters je tole. Narobe sem pogledal, Sky News imam nekaj drugega. Reuters je tole, ja. Reuters. A pa zdaj zaupamo tem dijakom, da bo to dejansko, ti bi, sprav, če bi ti v Salzburgu gradil delošči prizidek, recimo, svoje graščine, bi vzel te zidake? Ne, če si že na podeželju, že tako dosti smrdi, ne rabiš še. Ne rabiš še. Ne. A pol je, hočeš, da je to lih prav, ko zanaš za mesto, da malo zbalansira. Po moje, na nek način, da daje malo vtisa tistim, ki rečejo, škoda, da ne živimo v naravi. Čeprav pasi drek kar bolj smrdi kot kravi, oziroma kot od goveda. Mislim, res. Glede na količino, sigurno, če krava posire ne en koliko, pa pes ne en koliko malo, primerjati s kravo, pol sigurno. Zdaj si nočem predstavljati, če bi dal na tehtnico isto maso obojega. Jaz se znov strinjam s tabo, hočem povedati. Jaz tudi ne na tehtnico nič dajem. Je pa res, da krava je rastlinojet, psi pa praviloma ne, če prav razumem. Ti briketi, buhve, ko je v njih. Controversial. Okay. V redu. Mislim. Pižamc, prosim za tvojo prvo vir zadevo. Ja,
Po koncu vsakega leta se podeli vrsto nagrad, vrsto priznanj in ena izmed njimi je tudi priznanje, ki se reče Bad Sex in Fiction Award. Ki jo podeljuje Literary Review. Za čuda, predsednikove norosti ni bilo na tem seznamu, verjetno zato, ker manjka spolnosti, to je bila tudi največja graja, ki jo lahko rečemo. Drugega je ni učitati. Od Godlerja knjiga je kul, premalo seksa, to je dejstvo. To je tudi Štefančič rekel. No, in letos se pač, to je nagrada, ki jo dajo več ljudem, ki so zelo okorno ali diletantsko opisovali spolnost v svojih knjigah, in letos se je prvič zgodilo, da je nagrada deljena, da sta prvo mesto osvojila dva avtorja, ker so rekli ti podeljevalci, žiranti so rekli, smo glasovali, ampak nismo mogli izbrati, kdo je tisti, ki bi si bolj zaslužil. Tako da imamo dva. Prvi je John Harvey, ki ima doživljenjsko profesuro na Emmanuel College v Cambridgeu, in pa francoski pisatelj Didier Decoing. Ta Didier je napisal The Office of Gardens and Ponds, Harvey pa knjigo z naslovom Pax. Zdaj ne vemo točno, o čem gre, tako se pač govorita knjigi na splošno, ampak tukaj imamo dva primerka, ne prav so Jureta, da s svojim šolanim glasom in API pronunciationom prebere, tako da se bo tudi on enkrat počutil tako, kot Anže, kadar mu je on prinesel dramo, in jo je moral brati. Tako da tukaj imamo iz Decoinga je tale odlomek, pa če bi ga lepo čutno prebral, prosim. Katsuro moaned as a bulge formed beneath the material of his kimono, a bulge that Miyuki seized, kneaded, massaged, squashed, and crushed. With the fondling, Katsuro's penis and testicles became one single mound that rolled around beneath the grip of her hand. Miyuki felt as though she was manipulating a small monkey that was curling up its paws. In pa seveda, dajmo pogledati, če kaj je Harvey, glede na to, da gre človeka, ki uči na Cambridgeu, pa dajmo tukaj le tale odlomek, prosim. Spomnite, to je seksualno, ne? Ja. Z nižjim glasom. She was burning hot and the heat was in him. He looked down on her perfect black slenderness. Her eyes were ravenous. Like his own, they were fire and desire. More than torrid, more than tropical. They too were riding the equator. They embraced as if with violent holding they could weld the two of them one. Tlele mi je pa jasna nagrada. Zaslužena. Je bilo pa letos tudi tako, da je dejansko smo tudi ženske nominirane, ker par let nazaj vem, da je bilo ne samo moški so nominirani letos. Recimo, če bi koga zanimalo, The River Capture, ki je napisala Mary Costello, City of Girls, Elizabeth Gilbert avtorica, in pa Dominic Smith, The Electric Hotel. Zadnji me prav zanima, tle si predstavljam, da ta Electric, kaj dela v hotelu, verjetno kakšne aparaturce in pomočke tam ponujajo. Meni samo všeč, da model opisuje pač intimo in na eni točki reče monkey spawn, kaj že bilo. Zakaj pa ne, se temu reče? Vidiš, včasih je tako občutljiv, pri kakšni politični nekorektni zadevi, ampak pri seksualnih vzburjenostih pa ne dopuščaš nekonvencionalnosti. Kaj ti veš, koliko ljudk opic imam doma, v glavnem. Ne da vprašam, ali lahko to knjigo prelistaš z eno roko? V glavnem, zdaj sem jaz že. Ja. Okay, moja prva ver zadeva, jaz mislim, da je nekaj, o čemer bi se mogli pogovarjati, ker smo res super presek ljudi, sploh ne rabim linka za moja prva ver zadeva. Rekel bom samo dve besedi in bo res rad slišal mnenje od vseh treh. In te dve besedi sta Tesla Cybertruck. Iskreno bi rad vedel, kaj si mislimo. Jaz sem rekel, na Archive. Od mene ne brati. Na archive.org sem šel malo zanč otroku kazati stare igrice in med njimi bil tudi Stance 3D.
Ja. In moram reči, da avtomobili tam noter imajo boljše poligone kot Cybertruck. Ja. Ker je res, Godler, kaj pa ti? Čim je elektrika, pa prevozno sredstvo, me ne sprašuj. Ampak si ga pa videl, ne? Sem ga pa videl. Recimo, če bi imel parni pogon noter. Ja, če bi bil na paro, pa bi ti bil všeč. Mislim, da je, kar se tiče tega Cybertrucka, da so bili že vsi joki povedani. Ja, se to, ampak mene iskreno me zanima. Vse sličice narejene. Ampak iskreno me zanima. Nekaj, kar ti niso tvoji sodelavci pred ta teden z Juretom Godlerjem napisali, ampak kaj si ti misliš? Kaj si ti misliš? Ja. Ne, jaz sem se itak že to mal pogovarjala, v bistvu tako med sabo. Ja, ampak pust elektriko, vem, da ne maraš električnega novija, to razumem, ampak sam, da nekdo da to ven, ker bo očitno tako izgledal. Meni je to grozljivo. Ja. Meni je to grozljivo. Ne vem, ko se začnem spraševati, a je to joke, a je to namerno tako, a je to in your face neki. In v istem momentu se zavem, sploh ne zanima me. Me sploh ne zanima. In pol nekako se neham s tem ubadati. Ja. Seveda mi pa ni všeč, Ja. ta zadeva. Okay. Tlej se postavlja vprašanje, ali je dizajn tega avtomobila v resnici banana s silver tapom prilepljena na steno. Kje je meja med umetnostjo in Boki? Ne, jaz bi ga tako imel. A veš zakaj? Zakaj? Da lahko tisto, ko enkrat, dvakrat na leto grem na Koroško, da se lahko gor prebijem. Se pravi, avto za do Dravograda. Torej, to je. Ja, točno to. Drugače skoraj ne gre glede na ceste, ki jih imamo. Tako da ja, z tega vidika me zelo zanima. S temu greš čez bele vode, Gorla. Točno to. Ne vem, mislim, lej, pač revolucionarno nekaj, ne vem, zdaj, to se bo primlo, bo to dejansko na cestah, jaz ne vem, kaj je za to, ampak zgleda, kot da je en 4-letni otrok to narisal, ampak lej, Elon Musk je, ne vem, jaz kolikor je malo prefliknjen, jaz njemu zaupam, da nekaj bo z tega, no, ne vem. Bo videli. Zanimivo je, če ne drugega. Ja, ok, se zanimivo je, ne? Ampak jaz sem se glih, ne vem, kje smo se že pogovarjali, sem pač rekel, da je pač Musk je res slab človek, načeloma, saj je to potem, kar vam prihaja. Ampak firme, ki jih je pa naredil, so pa dokaj izjemne, ne 6 različnih načinov. Ne? Tako da si sploh ne vem več, kaj si mislil, to resnic. Ne? In bi človek pričakoval, da bi. Tako, zaradi tega, ker kar vsemu je do zdaj uspelo, ne moreš tega kar odpisati, se mi zdi, ne moreš kar reči. Ne. Ampak gadem, da en pač to venda, pa obstaja slabše ime za avto. Je moje vprašanje. Monster Truck. Cybertruck. Ja, Cybertruck. Ja, Monster Truck je boljš. To je nekaj. Če bi bil Cybertruck CC. Ta šala je umrla, pižamec. V glavnem, mislim, da to je konec prvega kroga, tako da bi prosil Bokija svojo drugo weird zadevo. Ja, drugo, ne vem, tudi bo treba vprašati, če ste mogoče videli novico, ki se je zgodila pred, ne vem, bilo kakih slab mesec, zdaj še manj, mogoče par tednov v Kaliforniji, v bistvu v bližini San Francisca, kjer je na začudenje mimoidočih oziroma mimoidočega, v tem primeru zgodaj zjutraj, pač na plaži opazil na tisoče, da ne bom rekel 10.000, kar tudi slika jasno ponazarja, ki bo v Limku, lulekov rib. Lulekov. To smo pa videli. To pa računam na tebe, Godler, da boš. Penis fish so jih poimenovali. Kaj? Ja. Penis fish. Ok, več razložite. A nisi tega? Ne, tega nisem videl. A banana na steni ti je jasna, to pa da te nisem. Okay, zdaj mi je pižamec pokazal tole. Ja, to je naplavilo in to so neke vrste, kaj je to, črvi ali kaj so? To so črvi, ki živijo pač pod peskom v določenih regijah, kot recimo omenjena, sem rekel, na severni Kaliforniji, in kadar pride do velikih, močnih, ne vem, neviht, česa takega, kadar pride do, ne vem, močnega plimovanja, kakorkoli že, da potem neko zgornjo plast tega peska, zemlje, blata, kakorkoli odnese, potem na površje pridejo ti luleki ribe. Mogoče bi zdaj vedeti, kako se Godler smeje. Ker jih že dejansko čuti pod svojimi prsti. Pravno da se podplati miga. Zdaj, če bi bili brihni, bi lahko tam odprl zabaviščni park. Za Marskoga. Ja, ok, za Marsko sem čakal, v redu je naprej. Ja. Tukaj moramo sicer povedati, da meni je tudi nekdo poslal ta link, možakar z vzdelkom Bioburek. Okay. Na Twitterju je rekel, za naslednjička imate vir zadeve. Lepa. Tako da je pa dejansko so te penis fish v Južni Koreji specialiteta.
Rečejo jim gebul in jih jejo in jih imaš v škafu in tle sicer izgledajo tako kot, če citiram Zorana Predina, izgledajo bolj mravlinčari kot čeladari. Sam tam so specialiteta, po mojem še kje druge. Po mojem, Mislim, da vem, a v Brežicah bi se jih dal narediti. po mojem prej na kakšni Metelkovi. Ne, res. Ne? Ja, no, ne vem. Slovito obmorsko mesto. Ja. Ja, je pa s to ribo, če tako rečemo, še par stvari povezanih z njo zanimivih. Recimo lovijo svojo hrano tako, da iz svojih ust, če se kol že pač pljunejo ven neko slino, v katero se potem ujame ta hrana, kar kol že jejo in potem to posrkajo nazaj vase. Čakaj, a zdaj ti... To bo eno. Kaj zdaj ti opisuješ? To je zdaj za naslednje leto za Bad Sex Award. Kaj zdaj? Čakaj. Kam smo zdaj šli, Boki? Kje smo? Opisujem lulek ribo, čakaj malo. Okay, ja, okay. Potem že na svetu so že 300 milijonov let ta vrsta, ne? Ja. Ni to bil edini tak primer, da so v bistvu v takih številih se pač lovili na plaži, čeprav je redek, ampak to se dogaja predvsem v Kaliforniji, tudi na drugih delih sveta, ampak predvsem v Kaliforniji. Tako da ja, kar nekaj zanimivega. No. Jih pa tudi ribiči uporabljajo kot vabo za ribolov, se pravi jih, ne vem, prvo lovijo in potem nataknejo na trnek in potem z njimi lovijo ribe, prave ribe, ne te lule ribe. To niso prave ribe, ti jim odrekaš njihovo bistvo. Kakšna diskriminacija? Zdaj, recimo, če bi bila prelepljena lulek riba, s silver tapeom na steno bi priznaval ribijost. Kje je zdaj ta ontologija ribe skrita? Ja, mislim, to je dejansko črv, ki se imenuje pač lulek riba, ampak ok, pustimo detajle. Mislim, da je to mogoče za kolege iz Metamorfoze, da malo bolj opišejo, ker se mi zdi, da sem zelo slabo delo naredil tu, ampak ja, no. Kaj bi lahko naredil s temi lulek ribami? Mislim, da je res edin človek, ki je ta izraz uporabil. Zdaj, s temi lulek ribami bi šel zafrkavati une ribe v Amazonki, ki ti splavajo gor po toku v curka, ki urinirajo. Ja. In da gremo človeka. In pride v ribo. Ja, in pride v ribo. Lulek ribo. V lulek ribo je. In Martin Strel je potem varen. Mene pa samo zanima, če so polet mehke, pozim pa trde. Okay. Veš, kaj bom rekel? V Godlerjevih erekcijskih navadah. Kaj bom rekel? Ja. Sveta noč, blažena noč. Kaj sem še hotel reči, da glede na to, da so v vodi, ne, če se nove malo en Seinfeld joke, ne, a je to vse shrinkage? Se pravi, ko so izven vode, a so, ne. A si li kar ponovil moj jokes za notujko? Ne, nisem, ti si rekel, a so, ja. Ti si glede na letni čas. Ne, ti si letni čas pa mehke pa trde rekel, ne. Ja, ampak v vodi je shrinkage, da je manjši, ne. Ja, pa ni nujno, da je v vodi, lahko je tudi. Ja, to pa ne vem, kako je pri tebi, to pa zdaj se ti, kdaj je mejhan. Kaj, nisi bil še na -20 zunaj? Po mojem, nisi tako opletel. Ne. No, ali pa v smučarskih pajkicah se vsem reče. Kakšne pajkice? No, tisto, kar oblečeš, kako so tiste... V čem ti smučaš? Joj, no, tisto spodnje perilo, dolgo smučarsko. Termovelur. Ja. No, kaj bi rad? Ja, pol ti je toplo. Spodne gate, Pol ti je toplo. Nisi samo v tem, samo šli še smučarske hlače, imaš čez, ponovadi. Ne, čez pogumen. Ok. Godler, prosim za tvojo drugo uved zadevo. Koliko ste bili najdlje v banji? A zdaj šrinki, čakaj. To je edino, kam lahko nadaljujem. Super. A bo že spet nek rekord? Bo. Anže, koliko dolg si bil na zadnje, oziroma koliko najdlje si bil v življenju v banji? V enem ja, ne vem. Mislim, kakšno uro, I guess. Ne vem. Ja, I guess. Uro? Ja. Jaz se ne spomnim, ker sem šele komi leto pa pol spet mir, da lahko grem v banjo. Boki? Jaz pa ker sem pa predolg za bano. Ja, se jaz tudi, se zaradi tega. Važne sprašuješ. Jaz še grem v bano, me je pol zunaj. Dobro, da je Godler povprečne velikosti. Da glih paše noter. Jaz kar pašem v bano. Eno uro recimo več ni nekaj, pa slabo uro. No. Eno uro. Okay. Ena gospa, ki je neimenovana, wow. from Leicestershire. Okay. 7 dni.
Je bila kaj v banji. Ja, ker ni mogla ven, ker je bila. Ja, to našteje. Ja, ne. To boš rekel. 70 let stara ženska, ni mogla ven. Aj to kronika. Čakaj, in je bila 7 dni noter. Okay. In dostavljalci hrane vsak dan so zvonili, pa ni odprla. So rekli, očitno je ni, pa po 7 dneh so pa vdrli v stanovanje in veste, kakšno so jo našli? Čisto, ker je bila v banji. Lačno. Mokro. Zdaj James Franco posnel film. Ne, ampak to je resnična zgodba. Našli so jo zelo lačno in so jo odpeljali v bolnico in je okrevala. Okay. Je bila pa 7 dni. Koliko stara? Čez 70. Ali je kaj izgubana? Ker je bila 7 dni. Ja, plus, ja, ona je bila dvojno zgubana. Ja. Upam, da ni imela kakšen tatu. Vprašanje, a je bila v banji noter še voda? Jaz mislim, da je imela, ker če ne bi jo zebel. Da je sproti natankala in se grela, ker je rekla, ja, ven ne morem. Zdaj pa ja. Sam je še ta problem pri britanski napeljavi vodovode. Ja, točno to, ker nimaš ločene pipe, ne? Ločene pipe, ja. To je pa kar, ne vem, a smo na boljšem, ker to vemo, ali smo na slabšem. Ne vem, a si nam nekaj vzel, si nam nekaj dal s to novico. Zanimivo sem povedal, nadaljeval sem penis ribo. Tako da izvolite zdaj na eno temo v zvezi z anusom. Ne. Žalce. Ja. Bomo prazniki. Čas, ki ga preživljamo s svojo družino. Jure, ti bomo pojasnili, kako to izgleda. Prosim. In vsi vemo, kaj se zgodi, ko daš v en prostor za dalj časa veliko ljudi, ki so med seboj v sorodu. Kmalu se začnejo iskriti, kakšne iskrice, kakšna nelagodja pridejo na plan, vedno je v družini nekdo, ki ve, katere tipke mora pritisniti, da bo kdo drug se počutil napadenega, da se bo skušal umakniti in kmalu lahko zavre in kar naj bi bila lepa družinska večerja, se sprevrže v WrestleManijo 13. Ampak zdaj imamo pa tukaj napravo, ki nam lahko pomaga. Namreč znanstveniki so izračunali, to je dejansko, da je Amazon zračunal, da je najverjetnejši čas, ko se ljudje skregajo na božični večer ob 6:30. Da to je sweet spot, da se začnejo zares kregati. In Amazon je Alexi dal možnost preusmeritve pozornosti, da ti lahko rečeš, Alexa, change the subject. Okay. In bo Alexa skušala potem speljati nekam na drugo pot. Kako pa vejo, da v 6:30 to ne bo? Zgleda, da so malo sprašvali ljudi, kdaj, pa so očitno pogruntali, da začnejo v 6:30 ful ljudje kupovati pri njih, ki se skregajo in grejo vsak v svoj kot in prčkajo gor. V glavnem in recimo potem ona sprašuje vprašanje tipa, is Die Hard a Christmas movie? Ali yes. What would your superpower be and why? In tako naprej, pa recimo questions about whether jam or cream are added to scone first and who is each person's celebrity crush in tako naprej. V glavnem, da ne bi bilo mogoče lahko to. Apropo Alexa, v Ameriki je upadlo poimenovanje otrok Alexa za 50%, mislim. Da. Je valjda. Kdo bi si pa to naredil? Alexa, zakaj si cvek dobila? I don't know what you mean by cvek. Ja, to je res, oni so uzurpirali so ta imena. V Sloveniji je kakšna Alexa. Yes. Ne vem, verjetno bi bilo. Ampak pazi, tukaj imamo pa še eno stvar, preden sem jo prekinil. Ugotovili so, kaj so najpogostejši vzroki za te družinske prepire. Zakaj se na ta večer, kaj bojo gledali na televiziji, okay. Ker se nekdo ne zna obnašati. Ja. Ali pa zato, ker so se šli kakšno božično igrico in je nekdo pač ne zna zgubiti. Ja. In popem, to so kao. Lepa, pri nas to nič ne šteje. Mi se v lifeu ne bi šli igrice, to je dejstvo. Vi se direkt skrijate. Mi se sam pičimo. Karte? Kakšne karte? Z božič karte igrati. Ne igraš karte. Vi igrate strip poker po božič. Kako odvratno. Ja. Glej, vsakomur svoje. Ampak... Se pravi, tebi babičine spodnice. Recimo. Babica, full house, daj sem. Slabo. Pojmo naprej. Kako misliš, da dobi smučarsko opremo? A zaigram še enkrat Sveto noč? Ne. Glej, zvezdice božje.
Torej, zdaj si ti. Kdo je zdaj? Anže, change the Anže. subject. Change the subject. Okay, moja druga weird zadeva je pa, in to bom tudi pokazal vam, in je seveda tudi vse v poglavjih, ne, in v zapiskih, tako da če imate aplikacijo, ki podpira poglavja, lahko sproti sledite stvarem, ki smo jih omenjali. Je pa en človek naredil tipkovnico, ta bo o tipkovnicah, Gordlerja zdaj ful tipkovnice zanimajo, kupuje stvari, tako da, ampak mi je pa to Andrej poslal, ki je naredil svojo verzijo, ampak mi je pa dal link do tega, ki je to naredil. Je naredil mechanical keyboard, ki je dejansko, presežem, narejena iz Lego kock. Se pravi, če jo pohodiš, ful boli. Mislim, tu še je za tole, ne? Ampak dejansko gre za mehansko tipkovnico, ki dela, kjer je ohišje in vse tipke so narejene iz legic. In končna verzija res gleda dokaj impresivno. In nič tazga še nisem videl, v bistvu. A imaš kako sliko? Ja, imam, je seveda v zapiskih, Boki tebe pa zdaj pošiljam na Skype, se temu reče. No, ampak to je novelty item, to je ni za uporabo. Za uporabo je, je pa mogoče naslednja sezona štarta Slovenija. Ja, mislim, to lahko si jo sam narediš, mislim, jaz bi jo imel, če je to neka una tipkovnica, na katero res ne pišeš veliko, recimo, ne. Se mi zdi pa čisto tako, kot komu drugi pišejo. Komu drugi, tako, ki samo po nareku dela. Ampak ne, meni se prav dopade zadeva. No, Lušno to res. Je lepo. Veš, kako je, daj, to ni tipkovnica, če imaš otroka v hiši. Ja, ok, to je res. To je res. Pa ni tisto 3-in-1, da lahko z njej narediš še mikser ali pa toaster. Creator. Ne, ni ta set, ne. Sam ja, meni se sam tako ful se mi zdi fascinanten, ker veš, da sploh pride skozi, da sploh lahko tipke narediš pa tako. Meni je bila ful dobra zadeva. Tako da, ful hvala Andrej, ki mi je to poslal na Instagramu. Zdaj pa še z duplo naredi. Anže, to dejansko se da kupiti. Mislim, to je tako prav item. Ne, ti po moje, sej tipkovnice itak dobiš dele na internetu, tako ne za plato od spodi, pa to pa switche, ne, pa sam kaj daš na tipke gor, pa kako ta ti pokaže, kako jih je v bistvu pretrdil, ker to je v bistvu ta najbolj zajeban v resnici od vsega. Ne. Ti dejansko pač lahko si narediš hipstersko tipkovnico, narediš iz holca, podlago pa gor, da nekako switche. Kaj češ? Preheftaš nje. Ja. In imaš pa hipster tipkovnico, da greš lahko v Božidarja tipkat članke za vrabec anarhist. Tako, preveč callbackov na eno subkulturo, ljubljansko je bilo tole, ampak čisto res. Jaz nisem nič razumel. Ja, se ga da reči, Goler, da je kakšen Božidar, kdaj Božidar. Ja, ok, v glavnem. Inače, ta je bila moja, ta druga, a zdaj se je krog obrne. Zdaj gremo pa en quick round, smo rekli kot tretjo in na koncu še bomo imeli par priporočil. Hvala za spoilerja že. V glavnem, Boki, tvoja tretja, ajde. Ja, ne, jaz mislim, da je koliko ta holiday season pa to, sem v bistvu naletel na neko dosti dobro idejo, kaj komu pokloniti za darilo. Čeprav moram priznati, da nisem nek velik kupovalec nekih daril, pa obdarovanja, pa sprejemam daril, pa to, oziroma nisem nek fan tega, ampak ok, zanimivo darilo. Sicer sem bral članek, ki ni lih povezan s tem, da so v ZDA, mislim, da je pisalo New Jersey, Newark, Liberty Airport, da so pač pri prehodu čez security ustavili moškega, ki je probal skozi security pretihotapiti, oziroma niti ni vedel, da je to protizakonito, holder za WC papir v obliki pištole. In v bistvu za WC papir? Ja, se pravi, tisto, kako bi rekel, tisto, ki ti drži WC papir. Držalo. Držalo, ja. Piš je držalo, ja, držalo. Stojalo. Vezan, kje je držalo, ali držalo dejansko pri pištoli ta del? Ročaj. A ti si ročaj? Ročaj, ok, sorry. Ja, pač tako za steno se remontira, ampak dobra fora pri tem je, da pač namesto, da ti potem zavrtiš pač revolver za bobenček? Zavrtiš WC papira. A ja, bobenček je WC papir. Ja. To je zelo ameriško. Zelo ameriško. Ameriška roleta. Zdaj, edino vprašanje je pola ta pištolo, ko pač namontiraš na steno, levo ali pa desno od školke, to nam smeriš proti sebi ali od sebe, to so zdaj že drugi detajli, ampak okay. Ja, no, se mi zdi, da zanimivo
darilo. A je bilo zraven Florida Man, a je bilo Florida Man, tries to smuggle. Let me check. Cajt, ki preverjaš, bom jaz sam rekel, sem bil zelo razočaran, ker si začel govoriti, da je to pač ideja za obdarovanje. Sem mislil, da si rekel, da so naredili Bugi Lulek ribo. Čeprav to je pa huda ideja. To je drugačko, dosti huda ideja. Kaj bi Bugi Lulek riba lahko govorila? Ja. Kaj bi pela? Kjere komade bi pela? Jaz sem tako rekel. Na licu bela solza. Jaz sem rekel. Kako ga čutim, ko sem sama s seboj? Ne, žal mi je, da sem vprašal. Ti si šel v detajle, jaz sem hotel sem reči, odvisno od temperature. Okay. Best of ribič Pepe. Slabo. Slabo. Andrej, ti si kriv, zakaj pa sprašuješ? Ali pa sam jingle vrati, a se šime. V glavnem. A ja, to je, vrnil se je. Ja. Stipe. Vrnil se je Stipe, se reče. Ja, slabo. V glavnem, drugače te, kaj ljudje mislijo, da lahko vse pelejo čez letališče, ne? To je kar včasih impresivno videti. Pač, no. Mi smo bili na enem letu 2 tedna po 11. septembru. Okay. Smo šli v Anglijo, s to brado, ne, so me že vsi zabavali, pač tebe naj spustili čez. V Trstu in je moj sošolec, sicer sovoditelj podcasta Obot, Igor Harp, pozabil, da škarice za nohte ne grejo več v ročno prtljago. Se je moral posloviti od njih, ko mu je italijanski carinik rekel: "Oh, Little Caesars are not allowed there for my private collection now." In tako pokazal pač eno gajbico, ker je imel polno te nedovoljene opreme. Jaz sem se slišal, najhujše, kar sem slišal, da je en Slovenc mirno hotel v Ameriko z nožem. Ne? In ni vedel. In pa mu je razlagal, da to je sam pipac, prijatelj, ni panike, un pa tako lete. Gospod Tazga je imel Rambo. Ne, bejde, tako gospod, lete, tako, ker ni znal anglišk, je pa enemu drugemu razlagal, tako mi je to razlagal. Mu ga je podnozdal, gledajte! Ja, un mu je tako, pa sej sam pipac, pa mu ga kazal, pa mu rekel, dajte mu reči, ker bo šel na domov, bo šel, pač ne neha. Kao, ja, ne mogu pač pol pipac. Mene so enkrat, sem šel iz Vegasa v LA na avion in sem si kupil. V Vegasu sem, ko je prišel ven, to je bilo za časa Dark Knight filma. Okay. In Nolanovi filmi, napram Burtonovim, se mi je vedno zdel, da so imeli lepši logo Batmanov. Okay, ker je bil bolj tak, bi rekel... Našpičen je bil. Ja, tako. Ni bil dolgled, ampak bolj našpičen. Tako, in sem kupil obesek za ključe, pač v eni izmed teh trgovin s spominki in to. In sem šel na letališče in sem ga imel v torbi. In gremo na tisti sken, pa to, in neki piska, v redu, in sem mogel v tisto sobo, in so mi dali čisto vse ven, so našli pol tisto obesek, in so mi ga takole pred glavo pomolili, da sem imel namen strmoglavt. Ne sam ta avion, ampak še 5 drugih. Še vlado Venezuele. Ja, še vlado. In je šel samo v koš. To je pa kar bedno. Res besek zaključe. Grozno. To je pa res ampak ni pomislil, nisem ga pustili čez. To je pa notranji let je bil. Notranji let je bil. Pač američani. Pri meni se kvečem največ, kar je bilo uno, ko pozabiš, da imaš vodo v ruzaku. Ja, ko greš, ko ti gre ruzak na unta, soseden trak pa se, kaj je? Kaj je, gospod Toleč? Ok, Godler, tvoja tretja. Moja tretja. V trgovini na Japonskem zahtevajo od... Kaj smejiš? Ker zahtevajo... Ta pauza ni všeč, ta dolga pauza. Ja, ta pauza je la weird. Zahtevajo od ženskih prodajalk, da nosijo značke takrat, ko imajo period. To ni... Kar se mi zdi super. Ne. Zakaj? Jaz bi to nasplošno dal tudi ženskam, ki se počutijo sitne. Imej značko sitna, pa ti ne bom rekel, zakaj ne? Jaz bi se rad distanciral. Od česa? Od tebe. Ne, se jih zelo jih kregajo zaradi tega, da to ne, ampak one se ne pritožujejo. To je nek ta... Kdo se ne pritožuje? Kako veš? Little cartoon called Seiri-chan. To je a name loosely translated as Miss Period. In ne, to ti včasih reši life. A si kdaj govoril z žensko? Ne, ne. Zakaj ne? Ne. A je politično nekorektno.
A je rasistično? Ne, No. ni. V čem pa je? A je Ne vem. seksistično? Mal. Pa se nisem rekel značo. Kaj pa če vseeno pove, pa polo postprodukciji vidimo, a je za on ali ne. Slabo. V glavnem, hvala, Godler. Punce, povejte, imate že take značke? Ne, punce ni treba, vsi. Jaz sem predstavljal Godlerja, ki prodaja te značke za na planinskih klubuk. Obiskala, Not bad. ampak veš, dejansko imaš krvavec. Ja, ne. Za marsikaj bi prišlo to, pa ne samo za period, lahko imaš tudi spolno bolezen. Mej značko gor, mej značko gor. govoriš ti? Opozori družbo, ne pol. Nisem vedel, hepatitis, sorry. Zakaj? Če lahko opozarjamo, zakaj so pa prometni znaki tok in? Ja. Če so kaj. Zakaj so tako veliki, da jih ne moreš dati značko? Ne? Ja, Ja. okay. Prav, vsak, ki bi bil prehlajen, bi imel tudi značko. Recimo, ja, bi rekel, bej stran od mene s tem šmrkavim nosom, pa silosi zamašenimi. Okay. Bejš, Kakšna bi pa bila značka za prehlad? kaplja, smrkla, brez nosu, Ej, Za ošpice, pika. Pika bi bila. sem pika bi bila lahko tudi za snajperja. Ja, kakšna pika bi bila za Ja, ošpice? ti si bilo srečela. Ti si pa že drug znak v drugih Okej. kulturah. Samo ošpice ti dajo pike, se pravi, ne more biti značka, tudi, razumeš, to je weird, da ni. Zakaj? Ja, ker pa imaš samo še eno piko, imaš nekje. Ja, dajmo se cepiti, srečem. Vsi skupaj. Cepimo se. Nega srat. Nega srad, ne, ja, to je Vzemimo To je cepiče, prav. da ne bomo več poganjali lesnik, ampak bomo obrodili lepa jabolka, sočna. Tisti prvi stavek je bil nepovezane besede, res? Nisem razumel. Shit, nisem čisto nič razumel. A veš, kaj so lesnike? Ne. Te divje jabolka, crab apples. Pa jih pa cepaš, ne? Z vejco pa lahko dobiš pa lepo kultivirana jabolka. A res, ga to nisem Ja. vedel. To Pismo. pa je nice. Okay. Jebe me slovenščina. Ja, ja. Okay, hvala, ali pa ne, sam Godler je bil tole, zdaj naprej pižamc. Seveda, Godler, se spomniš, ko smo se njega dni sprehajali po Belgiji? Zdaj, če popolnoma nujno se spomnim, če pa ni nujno, se pa ne bi rad. Ti je Seveda kaj ne. padlo v oči pri lokalnem prebivalstvu? Mogoče. Ne ti pomagam, ne ti pomagam. Koliko si ti visok? 178. Tako je. Si našel kar nekaj ljudi, ki so višji od tebe, mogoče. Ker ti Belgijci spadajo poprečno med najvišje. Ja, oni pa v niso Evropi. Slovenci. In trenutno so imeli paniko, ker so naredili v njihovi vojski, Ja. so imeli njihova ta oklepna vozila, se pravi to, kot imamo mi Patrije. Oni so očitno na Štajerskem kupovali ta vozila, zgleda jih je tam delal, ker tem vozilom se reče pandur. A res? Ja. Ne, to pa jaz vem, ja. Pandur. Ja, dejansko je ta, sam nima, a ima 6 koles. Ja. A dejansko, wow, ok, lepo. No, v glavnem, in so jih kupili že pred časom, in so ugotovili, da zdaj 44 vozil imajo, in bi jih bilo fino malo obnoviti. Od leta 96 jih imajo, in so naredili par popravkov, da bojo, ampak so pa s tem, ko so jih posodobili, so pa zmanjšali prostor v njih. In če hočeš voziti tega pandurja, zdaj ne smeš biti višji od 170 cm. Čak, nižji kot 170. Ne smeš biti višji. Ja, sej, Moraš biti nižji od 170. Povprečna wow. velikost v Belgiji je 181 cm. Okay. In tukaj pa Nižje od 170. moraš biti, ja. Joco, job opportunity. In ja, ne, in v glavnem so pa ponoreli ljudje, da kaj se pa to prav, pa to ste denar zdaj stran metal, ne, Ja, pa ja. ki bomo najdel toliko majhne. Joco. Čeprav iskreno, Ja. nisem opazil, da bi bili višji. V glavnem, Ja, ful, ja. ja, ampak pač. To sem dejansko sam zaradi tega, ker sem vedel, da je ta poprečna velikost nekaj centimetrov višja od Godlerjeve. Zato sem hotel reči. V čem? Pa Pandur, mislim, to mi je da bez, až da tako neka avstrijska To je firma, res dejansko smešno. avstrijska Ja, firma. avstrijska tudi firma, dela. ja. Je Pandur. Lepa. Kaj se, kaj se jaz mislim, da to spomnim, ni bil ta pandur tudi v igri, takrat, ko Patrija, pa so bolj Patrija zbrali. Mislim, da je bilo to, veš.
Da se je med tema dvema zbirali. Ne, nek drug je bil na K, a ni bil nek slovenski, ta nek kot ja, Valuk je bil. Ja. Ni bilo Ne, tako, Pandur je zrežiral vse to. Ja, te imajo ene. Te valuke ima slovenska vojska. Ja, mislim, da 2, pa so pa Patrije, pa ni bilo tako narejen. Ja, sam ne delajo. Jaz sem že prav zgodbo, če tank voziti slovenske vojske. Kva? Ti si ga vozil? Jaz sem vozil tank slovenske vojske. Povej. In? Okay, enkrat sem bil povabljen na Poček, to je tam pri Postojni, ki imajo pač usposabljanje za vojake in pač kot gost in smo tam vozili te razne oklepnike in te stvari. In na eni točki se reče, če bi rad probal jaz tank voziti oziroma se pač usedeti tisti sprednji del, kjer pač imaš ta volan oziroma te ročke, ni volana, je tako čist drugačen sistem vožnje, pa vse to in sem ga pelal tako 5 metrov, 10 metrov naprej in dejansko so oni posneli tudi video, takrat so snemali, to bo že zelo dolgo nazaj, 15 let in sem pod nedobo tudi CD od njih, še enkrat hvala Slovenska vojska, tako da ga imam nekje, kjer kaže, kako jaz vozim tank. Zdaj, edina razlika med normalnim tankistom, ki ima loputo zaprto, ko vozi tank in gleda skozi tiste luknjice oziroma okence, je ta, da meni gleda glava ven, ko ga vozim. Ja, pač ti si. Okay. Fanta, a se je kdo od vaju zdaj le predstavljal Bokija v nemški uniformi, ki reče, this is my little tank. My little tank, točno to. Od Godlerja najljubši sitcom. Tega pa res ne maram sitcoma. Res dober. Alo je dober, ne se zabava. Ne, liki so dobri. Ja. Sam zgodbe. Pa šale tudi, če ne bi bilo tako dobrih, ne bi vsak modelu ponavljal. Ja. A se jim zato reče catchphrases in ne šale? In ne šale, mogoče, ja. Preveč. Okay, kdo je zdaj? Ti? Jaz sem, sorry, pardon. Jaz sem pa eno najdel, sam video je tako bizaren, kjer v bistvu je, kaj je Boldig? Kaj je to? Boldigal je po slovenski? Golovratje orov, ni? Ja, ne vem, pač ta orov ameriški. No, orov plešec. Z belo glavo. Ni orov plešec. Ja, mogoče, ja. Pač ta klasični ameriški orov. Je pač... Se vidi, da se sprapravo si pogooglal prej izraze. Ne, sam Boldigal, zato ker se mi zdi, da Boldigal, ker rečeš Boldigal, pa se nekako vem, ampak tak je ameriški, ki ga ima Trump na tepihu, no, v ovalni pisarni. Ne, ni plešasti orov, kot le naj sem plešasto pevkom. No, vidiš. Glavnem, to tudi ni slabo. V Kanadi je hotel ta orel hobotnico. Beloglavi orel. Beloglavi orel. Je hotel hobotnico pač iz vode potegniti za kosilo, I guess, pač večerjo. Malkus. Ja, in se je valjda hobotnica prijela na njega in ga mirno zadržala v vodi. Pač. Ja, in je tako, ampak nisem vedel, da se te dve živali sploh, da sta v isti soseski. To me je malo presenetilo. Ja. Ampak je res bizaren posnetek. No. Res, pejte pogledat, zdaj v zapiskih in v poglavju. Tako res, orel je v vodi, pa hobotnica se gor, kot nekaj iz Bonda zgleda, veš, tako. Spekter. Ja, ne, res bizarno. To me je samo tako, malo mi je zlomil možgane, samo zaradi tega, ker sem bil tako. Se pravi, nisem vedel, da sta sploh stik te dve živali, to je bila ta prva stvar. Druga stvar, da obstaja hobotnica, ki je tega zmožna. Kako si, a veš, imaš to predstavo, te kremple od orla. To je to, kar se da. Da naslednjič, ko v Ribarici broj 2 naročamo hobotnico v solati, moramo merkati, če ni kakšnega perja ali pa kruna not. A to je tista restauracija? To je najbolj v Fužinah na vodi. V Fužinah na vodi, tako. Blodnik, kupite blodnik, blodnik.si. Sem prav rekel. Okay. V glavnem, ja, ampak res dosti noro. No. Obstaja tudi video. Se pravi, ta video sem gledal, ki je res in pa tam unga orla nekako rešujejo, ampak je res tako, pač weird zgleda. No. To ne bi smel biti, sem to rekel, narobe je. Jasno, sem gledal, nič mu ni jasno. Ja, nič mu ni jasno. Ja. To ni, kar je bilo planirano. Kot hulhu, ne? Preveč dobro, to ni tisto, kar je bilo planirano. V glavnem. Slab dan je imela. Kjero značko je imela gor? Eno značko je imela gor in to je rekel, ne, danes me pa ne boš. Okay, v glavnem. Kristus. Zdaj gremo pa na zadnji četrti krog. Zdaj smo rekli, da bomo pač priporočali, kaj smo v tem letu, v letu 2019, ker je to Festivus 2019, kaj smo gledali, kaj smo brali, kaj smo videli, kaj smo slišali, karkoli, naredimo en spisek za dobre ljudi, ki nas poslušajo, da lahko kaj poslušajo, gledajo ali pa berejo.
Pižans, bi ti začel, ker si bil pobudnik te rubrike, pa gremo potem naprej. Ja. Lahko. No, daj, ajde, Tisto, kar Pižan. smo se pogovarjali, boš ti povedal najbrž. Kaj se pogovarjati? Watchmene. Seveda. Seveda, okay, Seveda. pustimo Watchmene tebi. Okay. Dve stvari bom omenil, obe komični, ena Okay. britanska, ena ameriška. Ameriška je The Righteous Gemstones na HBO, okay. Ja. prvičnik Gemstonovi, Danny McBride, stvar, ki pač, okay, ki ima za Danny McBride sitcom, oziroma če moramo k temu sitcom reči, Ja. ampak za Danny McBride komedijo, nadaljevanko, presenetljivo malo golih kurcev in šalo travi. Ja. Govori o družini, ki pač imajo to mega cerkev na jugu ZDA in tretirajo religijo kot biznis, no, na nek način, in potem se pojavi neki inkriminatorni posnetek Danyja McBrida, kako s svojimi kolegi vleče koko in se ukvarja s prostitutkami. In ga začnejo izsiljevati, pač če ne plača tok in tok, bojo vse povedali, in potem se stvari začnejo zapletati. In presenetljivo, kljub tem likom, ki so zelo taki, da jih res ne moreš marati ravno, na koncu pokažejo, da premorejo vseeno vsaj majčke neke človeške topline v sebi, nekega dostojanstva, ne, da niso tako čist propadli, kot bi na prvi pogled mislil. Druga stvar, ki bi jo pomenil, je pa Fleabag. Fleabag je bila pa zdaj druga sezona letos na Amazon Prime, Gemstones so na HBO-u, Fleabag je pa na Amazonu, je pa Phoebe Waller-Bridge in ona igra lastnico lokala, njena najboljša prijateljica je umrla v prometni nesreči, sestro se nekako skajata, mata očeta, ki živi zdaj z njuno botro, ne, po mamini smrti, in ona pač išče moškega. Išče moškega, posebnost te serije je, da dejansko stalno prebija četrto steno, da nagovarja nas, gledalce, da se pogovarja z nami, skozi kamero. Poleg Phoebe Waller-Bridge v glavni vlogi recimo je tudi Olivia Colman, ki to botro igra. Godler takoj. Sian Clifford igra njeno sestro, in pa v drugi sezoni potem je duhovnik, ki je, temu reči, njen love interest, ne, ga pa igra Andrew Scott. Taj pa model. Tak je Moriarty igral v Holmesu. In pred kratkim v Present Laughter v gledališču. Si ga videl? Ja. Ja, je dober. Si šel pa na konc, roko dati pa to. Ne, je pa odličen, pa updater so tole prečudovito igro Cowardovo. Okay. Da je pa mogoče rekel, če niste gledali Fleabag, mogoče prva dva dela se nucaš, da se navadiš, spet pač ljudje, ki so grozni, ne, pa mogoče tudi še lovi ritem, ampak dajte pa gledajte pol naprej, ker je stvar. Ja, jaz toliko hvale, ker sem o Fleabagu slišal, že dolgo nisem slišal. No. Tako res so o eni. In je tudi super pol dramaturško narejeno, ker dejansko to njeno stalno pogovarjanje z gledalci dejansko potem v zgodbi na nek način ponucajo v drugi sezoni. Dejansko naredijo en super zasuk s tem. Ajde, Boki, ti si naslednji. Ja, jaz sem bil zadnjič v kinu in sem uspel pogledati Frozen 2 in zelo priporočam. No, wow, okay. Kot da bi imel hčerke, Boki. Ja. Jaz sem tega spadal. Bom pa rekel, dodal tega Shaun the Sheep Farmageddon. Jaz sem zdaj tudi v Shaun the Sheep. Ampak te Farmageddon, zdaj, to je pač dejansko nekih bombončkov za odrasle noter, tudi celovečerc. Ampak šalo na stran, mislim, res je to zdaj prošli delen, kjer je bil film, ki sem ga, recimo, če izgovorimo o filmih, kjer sem na zadnje videl, tako da so bili kolikor toliko novi ali pa sveži, je bil res Frozen 2, edina priložnost, da sem šel v kino zaradi mal busy schedule zadnje cajte, ampak ne, začel sem gledati Mandalorian, no, od Star Wars. Aha, ok, lepo. Ful všečno, zelo vredno narejeno, mislim, zelo kvalitetna serija, se mi zdi, sem uspel šele par delov samo pogledati, pa mislim, da bom zdaj v teh praznikih po tem času uspel kar vse predela do konca, tako da bi to ful priporočil. No. To je ena taka, zato za tiste zdaj, ko je Star Wars spet zadnji del zunaj, pa tisti, ki ste malo fani, ki sem odvedel bil, to se ve, je zelo priporočljivo. No. Tako da bi dal kar tudi tam za varianto. No. Glede knjig pa prebral sem
Sapiens, A Brief History of Humankind. No? Tudi za mene je zelo zanimiva knjiga. No? To je ta izraelsk, ne? Pisatelj. Sam je bil v Sloveniji kakšen let nazaj. Ja, je imel. lepo. Ampak enostavno se pravim, da nisem eden tistih, ki bi mu uspelo knjigo požreti v dnevu ali pa tednu ali pa kaj takega, ne? Ampak enostavno jaz berem na obroke in pa doskrat moram iti kako poglavje nazaj, da spet malo pade noter. No? Ampak nisem najbolj pridn bralec, če že to. Jaz mislim, da glede na to, da delamo podcast skupaj, pač pižama vzame večjo težo tega prebiranja knjig, pa poli srečen. Šale v teži. Jaz bi samo omenil, ko smo pri filmih, da imamo tudi eno luštno lestvico, ki je bila objavljena na naši legitimni FB skupini, ki je Matej Patljak naredil, enih ljudi spraševal, me je najazen že tam, pa smo mu spet oba rekli, nismo gledali dosti filmov, in je sestavil lestvico 20 najboljših filmov leta, in moram priznati, da od vseh 20 sem jih pogledal točno nič. Ja, jaz sem že tudi gledal tam enega, tako da kar žalostno. V parih je, ki jih dejansko... Bog je, Ledeno kraljestvo 2. Bog je enega videl, evo, bam. Ne, ja, je pa kar kul spisek, če rabite tako nek spisek za filme za gledati, no, tako da, ja. Ok, Godler, tvoja priporočila, prosim. Leto 2019, leto razočaranja. Jaz sem imel lani že ob koncu snemanja Festivusa že narejena priporočila za letos. Sem rekel, to bo pa za priporočati. Čeprav še niso bile zunaj stvari, ki sem jih najbolj čakal letos. Potem si izvedel pač, da Helena Bonham Carter not igra. Ja, The Crown, to sem razočaran. Kaj pa Charles Dance? Smeti. On je pa edini dober. On je res dober. Kaj pa take Charlesa igra? Meni je on ok. Tudi on je dober. Ok, sta že dva dobra, ne? Ok, 3. V glavnem, pa sestra Anne tudi. 4. Kaj sem hotel? Vsi so dobri, razen 2 igralk in zato je vse trash. Ok, sem da razumel. Najbolj sem pa čakal letos Downton Abbey film. Ja. To je stvar, ki mi je dejansko life uničila in zato sem zdaj na heroinu. Ne vem, kako bom šel naprej na tej točki, ampak sem bil... Ponavadi pomagajo... Ja, slab je. Ja, to je tako. Jaz ne vem, zakaj se včasih to zgodi, da se ena stvar, ki je imela, koliko je bilo 5 sezon, resna serija, ki se dotika resnih tem, zelo resnih tem. Resnično. Okay. A lahko slišimo te teme? Hčerka umre, eno posilijo, potem seveda gejevstvo v Angliji in nezakonitost, in greš v zapor. Takrat. Ja, valjda, da takrat. Okay. Poglej danes malo na ulico. Kaj sem hotel reči? Oscar Wilde danes ne bi imel zastonj reklame. Zdaj sam kanaliziram Godlerjeve misli. In so posneli film, kjer so popolnoma trivializirali vse like in celo serijo s tem, da je ne vem, za tiste, ki ga še niso gledali, ampak vedel sem, trailer sem gledal in sem rekel, ok, kraljica, oziroma kralj in kraljica pridete na obisk. Hudo. To si sliš, da you rang my lord. Zelo podoben. Ampak to je grozno, kar je nastalo z tega filma. Veš, da mi moramo zdaj priporočati stvari. Ja, zato sem pa rekel, da Downton Abbey tega ne bi noben priporočal, ker je zbanalizirano. Da je nekaj priporočal. Edina dobra stvar letos, kar sem jo videl, je bil pa trailer za Bonda novega. Zakaj? Zakaj? Te zanima, zakaj? Ja, ti bom povedal. Okay. Zato, ker se mi zdi, da bojo odlično zapeljali. Okay. To mi ni prej kapnil. Ampak sem pa videl na koncu tega igralca, kje se pojavi z Danielom Craigom, ki reče, ne vem, se me bodo spomnili še kasneje, pa reče Daniel Bond, reče, history isn't kind to men who play God. In mislim, da je to prequel liku Dr. Noa. Mislim, da bo tale zlikovec, ki je igral Freddie Mercury, kako mu je že ime. Pa Dr. Noa je bil res temno čupa originalno. Ja, in tukaj v filmu... Ta Melek, Rami, tako. Mislim, da bo na koncu filma brez rok ostal. In to bo in bo on Dr. Noa in to je nastal. Ker je tudi naslov je No Time to Die. No, Vejca, Time to Die. Vejco bojo mogoče dodali, ko bo film prišel ven, zaenkrat je ni. Ampak... To je pa v bistvu dosti legit. Ja, ok.
Pa nov hud Aston Martin, ta star Ja. iz Pa zelo Living dober Daylights. font, zelo dober font. Aj na elektriko. Ne. Ni, Še. edin ne vem, kako je pa ta nov Aston Martin, ki ga pa vozi tale, ki igra. Ja, Aston Martin je zdaj džipa naredil, sam povem. V glavnem, V glavnem ta trailer za ta Bond. trailer za Bonda, to je res priporočilo, v glavnem, jaz sem, ne, še malo priporočila? Tako je, vem, kaj boš rekel. Ja. 8. sezona Igre prestolov. Tako, absolutno ne. Res Watchmeni. No. Ja. To pa je že spet po dolgem času. To je nadaljevanka, 9 delov, zaključena celota, kar je sploh super, ker jih 9 pogledaš in si konec. A ja, to ni več sezon pa to. Ne, Kaj sem imel feeling, da je to? Okay. ne, ker je Lindelof je rekel, da je tako zapakiran. Zdaj vsi hočejo drugo sezono, ampak ni mišljen bilo sploh. Zaenkrat bomo videli, kako treba služiti. Ampak to je pa že spet ena teh odraslih stvari. No. Tako, mislim, da je fajn imeti malo predznanja o Watchmenih. Ja. Mogoče saj pogledati to film od Snyderja. Lej, ne bo, vem, ampak da zveš, saj za Dr. Manhattana, kdo je. Ti kar prav pride. Rečem, da je te prebrati stripe, magar sam osnovne stripe brez unih dodatkov. Na koncu ja, mogoče. Pač zdaj, tisti, ki ne veste, Alan Moore pa David Gibbons v 80-ih letih dekonstrukcija superherojev, 12 številk je bilo, dogaja se v alternativni realnosti, kjer obstaja dejanski superjunak Dr. Manhattan, ki je nastal, ko je znanstvenik John Osterman. Pač v nekem tem ionskem, fuzijskem, karkoli že v glavi ga presvetlijo neki žarki v poskusu in potem se on čez nekaj časa sestav nazaj, žari modro in je nek in je dejansko super junak. In pravi pač, ne, there is a God and God is American in on pomaga potem zmagati vojno v Vietnamu. Ja, in Nixon je takrat sredo 80-ih v svojem petem že ne mandatu in se pa začnejo dogajati čudne stvari, maskirani junaki umirajo in huda zadevca. Tako dejansko, magar, če preberete sam te stripke same, tudi dejansko sestavljeno, noro, genialno, vmes ima še en del, ki je, če ga bereš, ki vidiš, je dejansko zrcalno postavljen. Tako da na sred stripa je zrcalo in kadri, nekako postavitve, teme se zrcalno potem odvijajo. Zdaj pa Lindelof postavil to v leto 2019, nadaljuje to, bi rekel, časovnico, ki so jo postavili v stripih in se opira tudi na neke dost neznane zgodovinske zadeve. Dejansko tukaj noter imamo ta The Black Wall Street Massacre iz Tulsa iz leta 1919, ne? In še par zadev, tako dejansko, ker so tudi pol bili komentarji ljudi, ki so rekli, to se je res zgodilo, mi smo mislili, da je to on spolnil. Ker so pač poklali tako črnce, pač dobesedno, take, ki so imeli neki celo denarja takrat. In so jih pač pršil kaj, in tako noro zgledano. Ampak ti si je zame hotel reči, čim slišite superjunaki, pa to res nima veze z Marvelom in s tem. Pač to je res dober. Jaz ne vem, kako to ljudem prodati. Dajmo tako reči, to je stvar, ki bi gledal tudi Godler. Ja. Či zaradi tega, ker je not Jeremy Irons v podeželski graščini. Ja, res. Ja. To je bilo lepo. Pa ima Butlerko, ki ji reče Cruikshanks. No, končno, enakopravnost spolov. Ne, res, res že taka odrasla zadeva je. No, res te serije, ki te jemljajo kot človeka. No, razmišljaš noter in videl se je, da je delana pač na HBO, se pravi za to tedensko konzumacijo, da imaš ti med vsakim delom malo cajt za razmišljati, ja. No, to je ena, ta druga. Bojo pa o njej bomo govorili v podcastu Obot po novem letu. Pa ta druga stvar, ki bi jo pa priporočil, je pa druga sezona ene risanke na Netflixu Final Space, ki je pa za pogledati obe sezoni, zelo kratko, 13 delov, 20 minut, v vesolju se dogaja, tak slapstick humor, vmes pa fulepske zadeve, vesoljske, top. Kar se meni tiče, druga sezona ne tako močna, kot prva, ampak super, sem jo zadnjič pogledal. Priporočam se temu reči. Ko smo gledali pri Netflixu, mogoče verjetno poznate to The Toys That Made Us serijo, ki je na Netflixu, ki nisi gledal tega še nekako, dejansko gre v zgodovino vseh teh nekih najbolj znanih linij igrač, od Star Wars igrač, He-Mana, se pravi Masters of the Universe, Barbie, Legic in tako naprej. In zdaj so naredili tudi The Movies That Made Us,
mislim, da je 5 filmov, obdelajo tako dejansko pogovore z ustvarjalci. In med njimi sta tudi pač 2 ultimativna božična filma, Sam doma pa Die Hard. Oh, wow. Tako da sem danes gledal Sam doma in je tako res slušno, ker vidiš, kako je ta zgodba. Sploh nisem vedel, da so oni začeli na Warner Brothersih delati, pa pol jim niso hoteli tistih 2 milijonov dati proračuna in potem jih je Fox prevzel in od tega, da je John Candy zaslužil za svoj cameo, rekel pač, dajte mi minimalce in zaslužil manj, kot mulj, ki igra dostavljavca pic. John Candy, heroj, moj heroj. To vedno. Smisel še rekel, moj heroin. V glavnem, to je konc priporočil. To je tudi bil Festivus 2019. Godler že pripravlja zvočno podlago za konec. Zvezdice božje bojo. Zdaj bo Pižanc povedal prvo admin. Povabljeni ste na www.aparatus.si, na Facebooku nas najdete v Aparatus Legitimna FB skupina, na Twitterjih pa smo na podrobnosti _si. Ta podcast misli na vas tudi med prazniki. Podpri.si. Odlično, zdaj povej. Hvala, sorry, že spet prekino. Ljudje nam dajo denar, nam dajo denar in ti si me tle prekinil, da se zdi, da smo neke nehvaležne pizde, kao dajte nam cash, ne bomo se vam zahvalili, mi sem grabimo. Jaz to zelo poenostavim, jaz rečem plači. Mi smo ta jebena elita, ki bo leta 2020 prevzela svet. Zdaj tako bomo šli. Boki, kje si ti na internetu? Bog je nahvar. Odlično. Godler, kje si ti na internetu? Na Wikipediji, 100krat rekel že. Ne bom sploh komentiral tega. Pižanc, kje si na internetu? Največ stricbedanc na Instagramu. Odlično, jaz sem na Instagramu, Anzeta se temu reče. Zdaj pa tako. Godler reče adijo. Pižanc reče adijo. Adijo. Jaz rečem adijo, Boki pa reče tiska vedno, pol pa. Srečno, pa ne za večno. Tako, to je super. To je super. Malo boš moral rezati, ne? Pa ne toliko.